Dobro jutro. Za prvi komad sem se odločil, da vam mičken ostreje postrežem. Zaradi tega, ker smatram, da nam noben nič ne more. Pa ne sam smatram, vem, čutim, občutim in spoznavam v svoji okolici in po svetu, da nam nič ne morejo. Zdaj pa se vprašamo, zakaj. A veš, Gulliverjeva potovanja tudi niso kar iz trte izvita. Oni so majhni, oni so kopirali velikana. Mi smo velikani. Njih mora biti 50, da so zvezali enega velikana v svoje okvire. In mi smo nekako v sebi pozabili, da smo velikani. Oni so rekli, vi ste taki, kot mi, združimo se, vsi smo enaki, z vse ista pravila in čau ragazzi. Mi bomo vas drkali pa jebali, vi boste pa postali majhni, pa nas boste ubogali, pa boste delali tako, kot bomo mi rekli. In tako ima. Clawfinger, kjer poje You Can't Catch Me, ujem me, če me moreš. In pravi v pesmi, stojim na strehi pa gledam blesave frise od spodje, zastopaš, ki so vas naučili puzati pa plavati, ampak dejansko vi se v življenju niste nič naučili. Vi ste se naučili samo poslušati svojega gospodarja in ne veste, da ste papec. Torej, ljudke od svojega gospodarja, ki ste za našim hrbtom dali poljub, se je še tlele vmes jih je, ne morete razumeti nas in razumeti je nekaj, kar smo se mi pogovarjali, awareness in razumeti. Oni ne razumejo, oni poslušajo, kako jim je rečeno in čau. In zdaj ti njim nekaj poveš o tem, COVID ni v redu, pazi, cepiva so strupena, pazi, vlada ne dela zate, stari zemlja ni okrogla kugla, ki se vrti s tako in tako hitrostjo. In ta informacija, ki njemu pride v betino, jo njegov programski jezik, ki ga ima nainštaliranega, torej neki stari Windowsi, ki ima on to, v njega pride ta informacija, jo ta program zavrže, ker ta informacija je za obstoj tega operacijskega sistema destruktivna, neke vrste virus. Zaradi tega tem ljudem ni mogoče nič dopovedati, ni jim mogoče razložiti in oni sicer te gledajo, probajo, kakor češ, da govtajo, ampak ne govtajo, nič ne govtajo. Mi smo jim svojim razumevanjem, razumeti stvari, povezovanjem pik med sabo, poslušanjem svoje intuicije spizdili daleko iz okvirjev, ki jih imajo oni v svojem programskem segmentu, bom rekel, operacijskem sistemu, ki ga imajo inštaliranega v glavah. In torej ta biorobotski pristop. In zdaj, jaz ti te stvari probam plastično predstavljati. A je to res tako? Ne vem. Obnašajo se pa točno tako. Zdaj, a veš, odkje so bioroboti, pa to je težko zdaj se iti. A je biorobot lahko rodil človeka, empata? Ne moreš. Ne moreš me ujeti. Poskušaj. Kar ne poskušajo nas ujeti. Batine, ta skupina Clawfinger je mene srečala pred mnogo leti. Nisem vedel kaj, kako, ali se oni nam bežijo, ali kdo čigav je. Ampak slej, ko prej ugotoviš, da Clawfinger je prav naš glasnik in je svojim glasom nas opozarjal na stvari. Skratka, čakaj, zdaj moram musko vam zrihtati drugačno, ker tole bo vse, kar je naprej, niste sposobni še ogoltati. Vam bom probal dati kaj nežnejšega, pa bo v bistvu, bom jaz to prepustil zdajle, če vam dati nekaj novega, imam poštimenega za vas. Ajde, ne vam bo. Čakaj, moram poiskati pamet. Playlistami, pa tisto, kar bomo dali v nedeljo zjutraj, moram jih posortirati. Evo, takole bomo šli, s tele strani. S tele strani bomo tudi v nedeljo probali malo kancone italijanske potipati, mičken musko, ki je bila, ki nam je sporočala, malo disko, malo italijanske. Ok,
Da se vrnem nazaj, oni ne sprejemajo informacij, ker so za njih škodljive in bi lahko bile kot virus samodestruktivne. Zaradi tega to ne pride v poštev in mi jim ne moremo nič pomagati in ne moremo zbuditi, kogar se pač zbuditi ne da. Nimajo se ti ljudje majhni zbuditi v kaj, ker nimajo organa za prebujanje. Mi pa ga imamo. In najbolj pomembno je, da poiščemo naše plemenske ljudi preko lastnosti, ki jih plemenski ljudje imamo, in moramo se naučiti pustiti zadaj vse, kar naše ni. Mi smo že rekli, čustvene naveze moramo porezati. Ja, veste, še pred letom 2 bi rekel, joj, pa ne, tudi ti si se cepil, joj, pa meni bo pa ful hudo, stari, tako si se, oh my god, ne. Joj, dej probi razumeti, ne. Veš, po 2 letih pa smo tudi mi postali čustveno bolj stabilni, čustveno nenavezani in si mislimo, ok, če nisi hotel me poslušati, pa nič, pojdi svojo pot. Ampak ta pot jaz vem, kam gre. Točno v prepad. In srečno kekac, ne, kekci pa ne gremo kaj. Srečno ti želim na tvoji poti. Odločitev, da si šel tja, je tvoja in imej jo in potuj z njo in bodi tam z njo, z množicami. Veseljte se ob temu, če se sploh znate iskreno veseliti. Pa ne vam povem, ne znajo se iskreno veseliti, ker tega ni v njihovem programu. V njihovem programu je neke vrste artificial intelligence, umetna inteligenca, ki se uči, ona se uči, pogleda nas, kako delujemo, pa se ta inteligenca malo nauči, kako morajo oni delovati. Oni so nas skozi posnemali. V svojem programu so imeli zapisane lastnosti, kako človek deluje, torej empat, in deluj podobno in ga probaj tam izčrpati, ne? Zdaj, ko smo mi razširili zavest, ker smo mi začeli upoštevati intuicijo, ker smo mi začeli poslušati vodnika, ki ga imamo vse, pa ta star program enostavno nima informacije, kako pa zdaj delovati. In oni se delajo neumnega, gledajo v tla, gledajo v stran in upajo, da bomo mi pozabili, kaj so počeli. Mi oprostili jim že bomo, pozabili pa ne. In tudi naprej z nami bodo šli sam tisti, ki se bodo očistili, spreobrnili, priznali, bom rekel, kaj še ena beseda, se bojo pokesali, ker vsi so polni masla. A veš, mi smo moralno, etično, higiensko čisti. Oni pa ne. Oni pa so zelo, zelo usrana bitja, polni stvari, ki so jih počeli za denar. Veš, denar je v njihovem programu zelo pomemben faktor. Skratka, eno tako spoznanje, oni ne morejo nam slediti, kadar se mi naslanjamo na intuicijo. Intuicija je naš vodnik. Njihov vodnik, torej alfa in omega, master, njihov nadrejeni, recimo ti ljudje brez dušne povezave strogo se klanjajo avtoritetam, ne si bo tako na vatikanskem nivoju ali pa državnem nivoju, a veš, kaj je Janša tam, von der Leinovi se klanjal, k papec, k brezhrbteničar, mehkužec. In tako se njemu klanjajo, njegovi podaniki, ki absolutno poslušajo, kaj on reče. In tako je ta sistem funkcioniral, da je ustvaril v bistvu na Zemlji eno raso biorobotov, ki delujejo na tak princip. Mi ljudje pa intuitivno ne funkcioniramo na tak način, ne? A veš, ko bi zdaj nam kar elektrika rada zginila, ne? A veš, mislim, to je bil zdaj izpad elektrike, pa izpad slike, pa vsega, ne vem, kaj se dogaja zdaj s snemanjem, ne? Ampak ziher bo vse v redu, zato ker zaupamo v univerzumu, da bo vse poštimal tako, ko mora poštimati. Lej, sem še tle bom klik naredil, pa je. Evo tega, pa je, ne, ni, to sem jaz vidim, vi pa ne. Bomo tako nadaljevali. Se ne bomo dali dost motati, zato ker to nas ne sekera prav nič, to za mano Stalina in Lucy v travi, takole se znamo zabavati, ker sta miškar sta lovile. Zdaj je to glih ta prava veličina trave je za miške loviti, ste blazno uživate cele dneve. Ok, kako nas zmoti izpad elektrike, ne? Naša naloga je tudi znati držati fokus in dejte ga. To je trening. Trening je odmikanje strahov. Prosim, ne rabite ničesar, vas ne rabi biti strah.
ker nam nič ne morejo, oni ustrahujejo, ker to pa je v njihovem programu, pa nič se dati, ne morejo nas, mi smo jim spizdili daleko naprej, že, nič bat. Oni bi, kaj vse oni bi, s čem bi oni vse grozijo, kaj vse bi, pa ne gre. Zdaj v bistvu hotel sem še navezati, nimajo programa o naši intuiciji, zapomnite si to, tle so zgubljeni, tle so popušili na celi fronti in nimamo več njih kaj prebujati, ker se v kaj prebuditi nimajo, ali so zdaj dušo prodali, pa so dejansko že v štartu robotika, biorobotika, ker genetika sama po sebi ni nekaj, kar bi bilo staro 20 ali pa 50 let, ampak je bistveno starejša. Sej konc koncev, če pogledamo gensko raznolikost planeta, je že sama narava zelo lepo zamešala genske materiale in je zaradi tega taka raznolikost. Oni so samo načrtno naredili tisto, kar je narobe. Pač sej reptilizem je nora scena in vključno s satanizmom in tako. Skratka, oni slepo poslušajo in se klanjajo avtoriteti, vedno, pa jaz imam v mislih, vedno, kadar tako vam razlagam oni, jaz imam v mislih ljudi na položajih in ljudi, ki so v vaši neposrednji okolici, torej ti ljudje, ki so, kot bi rekel, občani, obični, ne? Pač običen občan, plus vse, kar je višje, ne? Po tej lestvici. Mi zagovarjamo, mi smo nekako avtomatsko sprejeli unije višje, unije še bolj višje, unije pa še nad njim, pa se nam je zdelo to normalno. Mi pa se v svetu astrala ali pa dušnega sveta, mi se pogovarjamo o tem, da smo pleme, torej vsi enaki, brat je bratu brat, ni tle zdaj nadbrat pa podbrat, ne? Kadar kdo zaglajza pa pade, takrat ga mi moramo znati pobrati in mu pomagati. In lastnost empata je pomagati. Točno na to lastnost se je ta biorobotska rasa priklapljala na nas. Ne? Oni so računali, mi jim bomo vedno pomagali. Ne? Vedno smo, to je naša lastnost, to je naš avtomatski vzgib. Ampak oni so to vedno žarli. Namensko so naredili problem, da smo mi prišli pomagati. In mi smo vedno reševali probleme, ki jih je nekdo zakuhal. Kdo jih je zakuhal? Pa oni. Ne? Sej na cestah se da vse rešiti, če so normalni ljudje. In če so pa bioroboti, pol pa so na avtocestah in cestah problemi, ne? Ker oni pač to želijo narediti. Sej pa to je njihov namen. A veš, naša lastnost je pomagati, reševati, njihov namen in lastnost pa je škodovati, zavirati, ovirati in ne vem, vse, kaj si morate negativnega zamisliti. Skratka, nekako moramo prepoznati, da je žal procent ljudi, ki se obnašajo na način narcističen ali pa z lastnostmi biorobota, žal tako zelo velik, da se za glavo primeš in rečeš, kako je to mogoče, stari. Ampak žal, ker tako je, žal. Tako je, torej sprejmi situacijo tako, kot je, vendar se ne petljaj. Smo rekli, distanciraj se, ni potrebno s kilometri, lahko je distanca zgolj na umskem nivoju, a ne, pač lahko ti si čist zraven človeka, pa ne daš, več ne daš te pomoči. No in ena izmed, bom rekel, korak višje pri pomagati, telesnosti pomagati, pa je, da ko se izstopiš iz delovanja te matrice, torej prepletanja med temi bolniki, invalidi, ne, ker so neozdravljivi. Ne. Invalid je pač oseba, ki je neozdravljiv. Govorimo, recimo, če človeku manjka noga, mu ne bo druga zrasla. Če bi bil bolan, bi mu zrasla, če ker je pa invalid, mu pa ne bo. No in ti ljudje niso bolni, ampak so invalidi, nimajo organa za razumeti, nimajo organa za čutiti, nimajo organa za poslušati vodstvo notranje in resnično je ta sistem bil strašno velik in tako, ampak mi moramo iz te igre, ki so jo oni petljali, izstopati, ne dati, se distancirati. Takrat, kadar se človek nekako na tak način distancira, dobi še močnejši vzgib pomoči v smislu sebi enakim, torej zbuditi naše zaspane pripadnike plemena in jim pri prehajanju pomagati.
Ne? Zaradi tega imamo toliko pesmi. Tudi ona prva, ki sem vam jo dal, pa je mogoče ostra, tako žešča, ampak a veš, ene stvari v tem življenju je treba udariti po mizi. Ne nobenega na gobec, ne na silo, ampak jasne meje začrtati, to pa ja. In tudi te stvari je meni glasba dala, zato sem vam jo dal namenoma malo ostrejšo glasbo, ker ne moramo. A veš, sam anglički pa sam ful lepo, pa ja, drži, vendar brez odločnosti notranje. Ne moreš zapustiti parazitskega sistema, moraš biti odločen, ne jezen, ampak odločen. In to je pač ta prvi komad, pa je ogromno metala, pa je ogromno podobne glasbe, kot je bila prva narejene. Tudi Dave Townsend me je točno z istimi stvarmi, istimi pasažami znotraj glasbe pripelo, da sem rekel, jebem vam bogara, ne? Ampak ja, je prav tako, da začutite, da ta Gulliver, ki je v nas, ta magnificent, ta velikan, ta neskončno bitje luči, ki ga proba 50 ali pa 100 majhnih pajackov zvezati z nekimi špagicami. Jaz imate to risanko malo v glavi. Zgodbo se ne vem, če bila risanka, neka karikatura je, ker vidim, da Gulliverja leži, pa pol z njega vežejo, pa to, da bi nas človeka tam neke miške probale s cvernom zvezati, nekaj tacga. In so nas vezali z nevidnimi ljudmi, to so negativni ljudje, osebe, in dobrega človeka z dušo in srcem, bom rekel tega Gulliverja, ne more pokvariti ne slabi časi, niti slabi ljudje oziroma slabe osebe. Bom ponovil še enkrat. Gulliverja, človeka z dušo in srcem, ne more pokvariti niti slabi časi, niti slabi ljudje. Zapomnite si to in malo opazujte okrog sebe, kako in kaj, kdo je pokvarljiva roba in kdo je nepokvarljiva roba. Zaradi tega, ker je zelo pomembno, mi smo v času tranzicije, kjer se bomo resnično mogli posloviti od mnogo ljudi, za katerimi bi pred 2, 3, 5 leti še hudo žaloval. Vsakega sem seveda pripravljen s široko odprtimi rokami sprejeti in reči bravo, končno si se zbudil, pridi peva, ne? Pa se je v mnogo primerih izkazalo, da je šlo za iskanje alibija oziroma za, bom rekel, ušunjati se, ne, preko igre. In žal je potrebno se od ljudi znati posloviti. Torej, čustvena navezanost reži. Pa ne, da nismo čustvena bitja, daleč od tega, zavedajte pa se, da so nas točno prek čustev najbolj drsali. Ok, medijacije. A veš, mi smo rekli, dajmo probati najti sredino, neko medijacijo, da bo prav obema. A veš, ta empat hoče zmeraj rešiti, da bo v redu. Z ljudmi brez duše medijacija ni mogoča. Jaz imam to lastno izkušnjo, pa več kot eno. In sredine se ne da najti. Ko ti sam sebe definiraš, se nekako zgodi, da tudi okolica naenkrat sama sebe definira in ugotoviš, da je ves trud za manj. Tist, ki te čuti. V mojem primeru. Nimam jaz publike v kontekstu, da bi videi imeli 10.000 ogledov na YouTubeu. Pač ne. Majhna smo publika, procentualno v Sloveniji. Ampak moč naša je za znort velika, da ne bo kdo mislil. Tisti, ki so vam rekli, kaj pa moreš? Stari moj, čak da vstanem. Bom jaz tlele malo zakihnil, pa pokašljal, pa vam pokazal, kako bomo zdaj pometli smetišnico, a ne boste vi tle kozlali po našem lepem planetu. Čakaj, sem hotel reči, da to, kaj jaz hitro znam zaglajzati, ne. Ja, misli letijo meni 1000 na uro in tako. Čak, nekaj zneno dobro sem imel. Ko bomo vstali, nič se ne da, na kako mi je, glih zadnji del stavka mi je zginil. Mogoče dopišem podnapis, če se bom spomnil, kaj sem hotel povedati.
medijacije ni mogoče doseči. Mi smo zato, da si se zbudil, dobrodošel si se zbudil. Ja, želimo najti naše. Zdaj sem pa že bližje, da nas je malo, evo, zdaj pa vem, kaj sem vam hotel povedati. Misel se vedno vrne, dragi moji, fokus držite. Narcis bi me tlele zmotil, pa me nikoli ne, zaradi tega delam sam. Ljudje, ki zagledajo mojo vsebino, se z njo poistovetijo 100% od začetka do konca v samem jedru. Razumete, kaj govorim, se s tem poistovetite. Ljudje, osebe, ki niso dušnega formata, ne morejo niti poslušati mojih vsebin. Zaradi tega, ker ne razumejo, o čem sploh govorim. Oni ne morejo tega v program dati. To je njim virus, to je njim kontra. To je njim nevarno, če bi oni te stvari poslušali, pa jih dali v svoje zavedanje, bi to nekako peljalo v samouničenje. In ko smo glih pripeljali do samouničenja, umetna inteligenca je vozila brezpilotni dron in brezpilotni dron je imel od spodaj na tleh operaterja in operaterja, ki je nekako rekel, pojdi tja, naredi to in ono. In ta brezpilotni dron se je obrnil in uničil svojega lastnega operaterja. To je ena stvar. Orkani in nevihte, ki se dogajajo nad nami, spet sprožajo tisoč in en strah, tisoč in eno polemiko, kako nas napadajo spet, olala. Vendar, znotraj tega enega izmed orkanov je padla Pfizerjeva tovarna. No. Kot da bi umetna inteligenca preko harpa gonila uničiti tisto, kar je nevarno populaciji. In še ena stvar, je bila pa v Zagrebu, mislim na Hrvaškem, je pa nevihta razturila harp antene. Opa, mislim, kako lahko v bistvu naprava za manipuliranje vremena je napadena in uničena strani vremena. Umetna inteligenca je zadaj. Človek, empat, tega sistema niti naredil ne bi. To so zlobci naredili in uporabljali umetno inteligenco. Ne? Ampak umetna inteligenca pa ipak ima na koncu nekaj, kar ona zračuna, kaj pomeni obstoj, pa kaj je neobstoj. A veš kaj, oni bi nas z umetno inteligenco zradirali z planeta. Sam so pozabili, da brez nas ni njih. Ne? Mi se lahko napojimo, ker imamo esenco. Mi še imamo kabel, ne, potegnen, da se lahko nafutramo z energijo. Oni pa nimajo tacga kabla, oni imajo pa sem tako, da bi rekel za akumulator priklopiti, veš, pa se priklopijo na nas. Točno tako. In zdaj pazi, na enega z enim empatom se je napojilo vsaj 50 ljudi. In zdaj en empat Turšič reče, jebite se, gotovo je, ne dam. Zdaj naenkrat 50, najmanj 50 empatov nima več. Ne? Ampak reče tudi moj prijatelj Janez. Ne dam, pa reče tudi Klemen, ne dam, pa reče tudi Vesna, pa Urška, pa še nas je manjkap. Ne dam. In kaj zdaj? Empati so lačni ratali, nimajo energije. In kaj se zgodi? Mi zagledamo v njihovih očeh in obrazih, da ni. Ni več, ker ne damo. In to je ta zadnji pokol. Na nas je, da nehamo dajati, ljubi Bog. Ni problem, da mi bi vedno dali vse, se to so tudi računali, mi smo dobričine, mi bi dali od sebe vse energije, kakor češ, v kakršni češ obliki, v obliki videa, potice ali pa evra, čist sem drek, mi bi dali, ker mi nič ne rabimo, ker se itak skos napajamo, kaj pa je. Ampak parazit, ta pa nima nikoli zadost, ne? Samo pohlep ne more rešiti lakote na tem svetu. Ne? Ni problem, da ni dosti hrane, sam pohlep je prevelik. Tudi denarja je dosti, sam želijo eni imeti še malo več, ker je nekaj milijard pa le še malenkost premalo, da bi bila njihova sreča popolna. Vendar njihova sreča ne more se zgoditi zato, ker jo nimajo v sebi. Oni želijo imeti moč. Tle se imajo občutek, da pa
so nad nekom in da zdaj pa in tako. Mogoče še ena taka, tudi v nedeljo se bom malo dotaknil teh neviht, ampak razmišljanje. Beli imajo stvari pod kontrolo, a ne? Lahko, da so nevihte končno aktivnejše razelektrevanje ozračja, ki je za nas nujno potrebno. Veš, sistem nas je želel, da smo napeti in pod napetostjo, zaradi tega v preteklosti ni bilo neviht. Zdaj boste rekli, to ni res, ker je vse to zmanipulirano. Lahko, da se tukaj dokončno poigrava artificial intelligence, umetna inteligenca, lahko, ne izključujem, niti ne potrjujem nobene opcije. Vsekakor ne želim ustrahovati, lahko pa obstaja tretja opcija, da če bi slučajno temni še imajo te vremenske stvari pod kontrolo, potem je to zadnje orožje, ki ga še imajo. Če bi oni imeli kontrolo nad tanki, bi ti tanki že bili na naših ulicah, pa bi nam razfukali, ker nas ne marajo, oni bi nas ubili, ker nas niso uspeli na foro flikant z cepivi, bi nas fizično, z represivnimi organi, tudi z vojsko, če bi jo imeli pod kontrolo. Če bi pa imeli še dostop do unih gumbov, kjer se sproži atomska bomba, bi pa zagotovo to naredili. In zna biti, eno izmed razmišljanj, je, da v bistvu je mogoče vremensko orožje samo še ta zadnja stvar, s katero nas probajo frderbati, ampak jaz jo bom to opcijo kar takoj izključil, zaradi tega, ker tornado ne bi šel nad svojo lastno tovarno, ne bi šel nad lasten harp, se strinjamo. Tako da stvari niso tako, kot izgledajo. Najbolj pomembno je, da ob vsem tem niste v strahu. Nad nami toča padala ni. Je pihalo, je grmelo. Jaz nisem bil v nekih drugih krajih, ne vem, kako tam je. Absolutno ne morem verjeti nobeni sliki, ker so nam prodajali, da je nad Krškim neurje, ista slika je bila, da je nad Zagrebom neurje, v bistvu je pa slika nekaj let stara iz Romunije krožila. Enako so nam razlagali, vojna v Ukrajini bombardira kreten Putin, genocidnik, nas bo ubil, le kaj nam dela, pa so poslali slike bombardiranja NATO, kako je bombardiral Beograd, NATO ali Amerika, kdo je takrat bombardiral, saj ne vem več. Skratka, nič ni tako, kot izgleda, opcij je več, lahko o tem ugibamo, lahko o tem razmišljamo, nikakor pa ne smemo dodevati tem stvarem niti milimeter strahu. Naša naloga je, da se strahu rešimo, ga odmaknemo in se zavedamo, da nismo majhni, kot so oni, ki bi se združevali z nami v neka jebena društva, ampak smo veliki, samostojni, megalomanski. Mi se želimo družiti, ampak jaz lahko preživim sam, tako kot volk. On gre se združi takrat, kadar je to smiselno, sicer pa on nima strahu, da reče, družbica, jaz malo sam naokrog, ne bom nalačen, niti pokončal me ne bo noben, pa še eno družico si bom usput najdu. Ampak kadar pridejo težki časi, volk poišče svoje pleme in reče, zdaj bomo pa mi skupaj šli čez tole zimo. In enake lastnosti imamo tudi ljudje. In zavedajte se, da ste veliki, da smo močni, da smo nepremagljivi, zaradi tega bi nas in so nas napadali z vsemi možnimi strupi in z vsemi možnimi prevarami. Kdo bo preživel? Veš, konc sveta je tle. Sistem babilonski, rimsko cesarstvo ni nikoli razpadlo, oblikovalo se je v novo obliko sistema, ki ga gledamo zdaj. Mislim, v katerem smo živeli z nekim rimskim pravom. Mislim, ko se v to poglobiš, tudi rečeš, pa ti preklete barabe, usrane. In zdaj ta sistem razpada in tle moramo izkazati, ta korona je odlična šola, izgleda počasi dojemam, da korona ni bil napad črnih na naše, kot so sicer si seveda vzeli, vendar je bila korona ena dobra vojaška operacija, kjer je bil namen, da se znebimo brezdušnih školjk, da se izbriše rasa programiranih ljudi, da se jim da možnost odločitve, vendar sam
je človek tisti, ki sprejme odločitev, vendar do danes je le redko kdo prestopil iz strani napadalca med empate. Do danes, kolikor so moje lastne izkušnje, ničesar nočem zatrjevati in vse, kar poslušate mojih stvari, so moja dognanja, moje razumevanja in jih morate tudi tako razumeti in jih dodati v svoje kapacitete razmišljanja, zato ker jih imate. Empati si nimajo s tem materialom kaj pomagati. Ne? Ja, in ko bo enkrat ta vojna končana, nismo več daleč, če me nekdo kaj vpraša, se pojavi vprašanje, kdo bo preživel? Kdo bo tisti, ki bo preživel? Moj odgovor na to vprašanje je najmočnejši. Tisti, ki nismo klonili. Če me nekdo kaj vpraša, smo iz hudega že ven. Najhujše pritiske nad nami so že izvajali, pa nismo klonili. Morate si cepati. Ne pa ne. Ja pa moreš to. Ne pa ne. Ja pa ne moreš tako. Ja pa ja. Se pravi, mi smo nekje svoje stvari zagovarjali in jih bomo zagovarjali tudi vnaprej. Zakaj? Zaradi tega, ker se zavedamo svoje lastne moči in se zavedamo, da v gnilem sistemu, kdor sodeluje v gnilem sistemu, ni normalen. Ne? In ta naj pač zapusti planet. Zame je normalno, da se temu gnilemu sistemu uprem, kot se je Prežih Voranc in rekel, ne boste nas. Nikoli nas ne boste. To, kar je rekel Kajuh, če ne bilo takih, kot smo mi, če ne bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi nas že zdavnaj bil odnesel plaz. Jaz se s tema dvema fantoma popolnoma strinjam. In bi bilo fajn, če se vsak dan bolj zavedate tega, kaj sta ona dva rekli. Ne samo da rečete sami pri sebi, ja, ne boste nas. Dragi moji, jaz tudi vem, zakaj ne. Ker nas ne morijo, s tistim cvernom pa s šivankom mene ne morijo. Ne? To je njihova velikost in v glavi in v moči. Veste, če mislite, da je strah, ki ga imate v sebi, nepremagljiv, probajte si predstavljati, kakšen strah se odvija v njihovih glavah in se dogaja v njih, ker so prepoznani. To ni nič. Če se vi bojite kače, pa če se vi bojite teme, to ni še nič. Veste, kako štalo imajo oni. Zavedite se, res, še enkrat vam polagam na srce svoje moči, svoje veličine, ne se bati, ne nevihte, ne se bati ničesar, ker nam nič ne morijo. Pa bi nam, plani so bili grdi do amena, kaj vse imajo še spisano in strašijo in objavljajo. Nič od tega ne bo, kot pač ni bilo od tega nič, ko so napovedovali, da nas bodo jesen cepili. Obvezno bo, zato boš, da se zdaj, kakor je jesen, kapol bo pa obvezno. Ne vem, kakor kaže, je bilo vse prostovoljno, zaradi tega se je bilo pa treba podpisati, a ne? Zdaj bi pa neke imunitete imeli, pa prisilili so me. Ne, stari, podpisal si, ne rabiš nič jokati. Pa po drugi strani, empati smo vedno pripravljeni pomagati, tudi za cepljene že prihaja. Ne prihaja, so že tukaj ljudje, ki so cepljeni in pripravljeni pomagati in jim tega črva potegniti iz glave. Sam morajo ti ljudje najprej reči, res je, zajebal sem, ne? In sem pripravljen se spremeniti, torej se pokasati in tako. Za začetek pa je priznati, sam sebi, falil sem, padel sem na foro, nisem bil dovolj močen. In še nekaj, da vam povem, ne marajo nas zaradi tega, ker nam zavidajo to, kaj mi imamo. Kaj pa imamo? Moč. Imamo pogum. Neustrašen duh je v nas in zavedajte se ga, da smo bili ujeti v Aladinovo svetilko in duh je ušel iz svetilke in raste in pravi, tvoja želja je moj ukaz. Ja? In zapomnite si, da naše želje, naše magnetne scene, magnetizmi so ukaz vesolju, da nam pomaga. Dragi moji, držite se, uživajte, rad vas imam, ljubljeni smo vsi. Čau, čau.